Zdravo, živo, slavo, se tudi vi kopate v tem obilju plodov, ki nam jih ponuja letošnja jesen. No, mesec oktober se je začel in kaj to pomeni strani energij? V tokratni oddaji Klepet ob kavi preverimo, kaj se bo dejansko dogajalo ta mesec, strani numerologije, strani feng shui svetovanja, strani indijske astrologije, vse to, da bomo lahko izkoristili pravi trenutek, pravi čas za prave stvari. Yes! Ampak v letu prašiča pa se ta kombinacija umili. To pomeni, da ta les se nekako pretransformira v yin zemljo. Yin zemlja je pa mama, skrb. Torej, kaj nas čaka? Da bomo bolj potrpežljivi, da bomo bolj skrbni, ampak tukaj se skriva tudi ena past, ne? Ja. Bo treba gledati s pisalom, pa seveda z listom papirja, da si boste vse te pomembne datume zapisali. Sicer pa čist mimogrede, danes je luna v kozorogu in kadar je luna v kozorogu, takrat je perfekten dan za težaško delo. Tako da jaz sem se danes spravila malo gledati, kaj je vrt dal, kaj ni dal in kako, na kakšen način dejansko si lahko pripravim stvari za ozimnico. Sicer pa sem danes zjutraj zgodaj naletela na tole novico, ki mi je ogrela srce. In sicer velikokrat slišimo, koliko so ljudje slabi, pa koliko smo vse bolj sebični, pa taki. Ampak tale ženska, tale Helen, je pa naredila nekaj zares izjemno nesebičnega. In sicer je dala organ ledvico svojemu bivšemu možu, pazi, bivšemu možu, in sicer zaradi tega, da njena hči ne bi odraščala brez očeta. Kako globoko. Danes se res lahko zamislimo nad takimi dejanji v tem svetu, ampak v naši oddaji boste zagotovo videli in doživeli veliko takih in drugačnih vsebin, ki spodbujajo te pristne človeške kakovosti. No, in danes vam pokažemo tudi fotografije žensk, preden so postale matere in potem, ko so dejansko rodile. In spoznali boste tudi zelo dobro poznano pevko, slovensko pevko Nušo Derendo in njenega sina, ki gre po njenih stopinjah. Med drugim bosta zaupala marsikaj še nepovedanega. Zdaj je čas, kaj rečeš, moja mami je najboljša kuharca. Ja, moja mami je najboljša kuharca. A veš kaj, ko pa naredim kaj z zelenjavo? To ne bi. A ste že videli, a ste že probali tale sadež? Gre za kitajski datelj. Ena gospa iz Strunjana mi jih je zadnjič na vikendu podarila in sicer oni temu rečejo žižula. Žižula, jaz najprej probala sicer enega takratkega iz žižule, ampak žižula je čudovita za želodec in želočne težave, zelo fajn podpre in tega je v tem času res še v obilju, tako da če greste kaj na Primorsko, žižula, en tak jabček je mali, super okus in pa v sredini ima koščico. Takole, tole so žižule, grozdje pa zelo dobro poznate, tudi v obilju ga imamo in prav je, da ga uživamo. Grozdje je namreč bogato z rezervatrolom. Grozdje je namreč tisto, ki ureja tudi prebavo in če boste z njim začeli dan, sicer je zdaj čas, da za zajtrk bolj vključimo kakšne kaše, ovsena, prosena, ajdova z rastlinskim mlekom pa semeni, ampak če boste pojedli veliko grozdja, se bo definitivno uredila tudi prebava. Kajti po meridianski uri je jutro čas, še pred zajtrkom, ko bi morali opraviti veliko potrebo. Zdaj pa se pripravite na zanimive in koristne vsebine v oddaji Klepet ob kavi, jaz pa se že veselim, da se mi pridružijo gostje.
Zdravo, živo, slavo! Vsak mesec na začetku meseca preverimo, kakšne bodo energije. In sicer s karmično diagnostičarko, potem s feng shui svetovalko in strokovnjakinjo za indijsko astrologijo Jyotish. Danes je tisti dan, da pogledamo. Ampak da vseh teh energijah ne bomo premalo prizemljeni. Poglejmo, plod tega meseca je kostan, čudovit kostan, zaradi katerega boste imeli lepe, čudovite, močne lase. Ni pa tole najboljša zadeva za zvečer, tako da pazite. Je pa najboljši izdelek tega meseca v smislu, kaj je fajn uživati, zaradi tega, da si nabildamo imunski sistem. To pa je en sadež, ki prihaja pravzaprav iz Polinezijskih otokov in sicer je to noni. Drage dame, zdravo! A ste že probali kdaj noni? Smo? Res? Ja. Pa ne povedati ostalim dvem, čem je finta. Prav. Ok, skratka, ful je fajn stvar, res dobro bilda imunski sistem. Lej, podporna zadeva je dejansko pri ljudeh, ki imajo težke diagnoze, tako da te dobro pripravi na prehlade, bacile in vse zadeve. Ma pa eno slabost. In to slabost ne bom povedala, ker bomo mečkeno nazdravile, en štamprl zjutraj na tešče se spije, ne bom pretiravala, ja. No, kar nazdravimo na tale mesec, ali na oktober? Na oktober. Opa, no, evo. In kaj je slabost? Tiste stvari, ki so ponovadi grenke, so zdrave, a ne pa odvajajo. Kaj je, Tina, neki boš prišla k sebi? Bom, malo me je glava bolela, zdaj je takoj nehalo. Ja, zato, ker je okus je prevladal. Ja, okus je prevladal. Ampak nekaterim paše grenko okus, jaz moram reči, da jaz nimam čisto nič proti temu. A res? Rahlo kiselkasto grenk, ja. Okay. Jaz imam rada grenko. Okay. Pač Zato, meni da je ni sladko dober. življenje. Meni ni dober, ampak vem, da je dober zame Res? in pa mi je vredno. Okay. Ja, jaz imam navado z vodo zreči, če je kakšna stvar tako Aha. zelo močna. Dobra finta. Ja. Ali pa če si nos takole, pa potem gre lažje. Ok, a gremo k bistvu? Ja. Gremo k bistvu. Gremo. Tanja Glažar, feng shui svetovalka, če začnemo pri tebi, celo kompas si zraven danes prinesla. Letos je še leto prašiča. Ja. Vsako leto ima svojo žival, tudi vsak mesec ima svojo žival. Ja, in oktober, Ja. 8. oktobra, mi vstopamo v mesec psa. Pes je okrepljen z yang elementom lesa. Kaj zdaj to pomeni? Ja, to zdaj kaj pomeni? Pes je yang zemlja, močen, trden, nepremakljiv, kaj je ena gora. Ena taka bolj mokra gora. Les, yang les je drevo, kar raste z te gore in ga malo izčrpava. In če pogledamo to kombinacijo, vidimo, da drevo ni fleksibilno. Gora tudi ne gre nikamor, ne? Moraš ti priti malo gori, se posvetovati. Ampak v letu prašiča pa se ta kombinacija umili. To pomeni, da ta les se nekako pretransformira v yin zemljo. Yin zemlja je pa mama, skrb. Torej, kaj nas čaka? Da bomo bolj potrpežljivi, da bomo bolj skrbni. Ampak tukaj se skriva tudi ena past, ne? Kaj si ti skrben, a si oblekla to, ne, za otroke. Na ali sebe pa pozabiš? Za moža. Ne, ampak pretirana skrb. Pretirana skrb pomeni nadzor in kontrola. Pes, pa kakor vemo od spodaj, ne, pod tem lesom, ta gora, pes je nadzor in kontrola. Čuva, gleda, vse kontrolira. Se pravi, stvar, ki izgleda na videz zelo dobra za odnose, zelo mehka, prijetna, sitičem, sam dobro, ne, je od spodaj malo nestabilna, ne, se pravi, malo te odnose preveč jih stavi na preizkušnjo, ne, Ja. ratamo nervozni, nimamo tistega miru, ne. Ok, Ja. zanimivo. Boš povedala Treba se tudi bo še na to osredotočiti. Boš povedala tudi, na kaj je treba paziti v stanovanju, kak je prestaviti, pa tak naprej. Tina Orel, astrologija, indijska astrologija, za katero si sama specializirana, pripravlja si nas na številne mrke v tem letu. Kaj pa zdaj, kaj je zdaj oktobra? Smo zdaj fertik s temi stvarmi ali ne? Malo, ne še čist. Okay. 14. oktobra naj bi se končal ta 6-mesečni
ples Saturna in Ketuja. Zdaj, če gledam, kar je Tanja rekla, te istočne, ko si rekla, ne, je nadzor, kontrola, tu Saturn itak je nadzor in kontrola, spodaj pa je še nekaj, ki se skriva, ne. Tu je Ketu, ko gre v globino, Ketu je južni lunin vozu in v tem obdobju bi mi radi, ne vem, nam ne bo zadosti en odgovor, bomo iskali 3 odgovore, zato da gremo v globino. In včasih ljudje, ki delajo na sebi, tu razumejo. Ljudje, ko pa ne delajo na sebi, tega ne razumejo, so včasih lahko ful stresirani zaradi tega. Zakaj treba toliko razmišljati? Zakaj treba toliko iti noter v globino, se jim ne da, ne? In ne razumejo. In zato je iz tega vidika, bi rekla, da je malo težko obdobje za njih, ampak bo konc. Bo konc, kmalu bo konc. 14.10. bo konc. Zdaj je odvisno še od stopinj v natalni karti, ne, zdaj je odvisno, kako so te stopinje, kakšnemu se bo lahko tudi še zavleklo malo v november, ampak večinoma, če gledamo generalno, bo konc. Odlično. Aleksandra, kakšno informacijo si pa ti prinesla za oktober? Ja, tako bom rekla. Ravno bi se navezala na besedo konc od kolegice. Ja. In v mojem kontekstu, kot karmična svetovalka, vidim konc in začetek. Ker v bistvu vse je sklenjen krog. Če pogledamo ta mesec, listje pade z drevesa in bi se reklo, zgleda, kot da listje umre. Plodovi padejo z drevesa, se ti zdi, da umrejo, ampak v njih je seme za nov začetek. In to je idealen čas, da z nečim zaključimo in da začnemo nekaj na novo. In jaz čestitam nam vsem in oddaji Klepet ob kavi, ker je točno pravi čas začela z renovacijo, z vsemi temi super spremembami. Recimo, v bistvu je to napredek. Mi ljudje, če mirujemo, ne moremo, gremo navzdol, ne? Ker vse v naravi hrepeni potem, da propade. Ja. In zato se moramo truditi z nečim, da na novo začnemo, še preden lahko nekaj zaključimo. Se pravi, očitno smo mi se na to novo oddajo pripravili že dosti prej, preden smo v resnici začeli. Ne? In tako tudi v našem življenju. In ta mesec je zadnji moment, da res spucamo svojo karmu, neupravičeno karmu, da ne bomo trpeli do konca življenja, ko je Ivan Cankar zaradi tiste šalice kofeta, da začnemo na novo svoj svoje telo, svoj razum. Se pravi, na nek način je kakor nek nov let zdaj. Ja, v bistvu je vmes še mirovanje, ker vse rabe počitek. Takrat, ko je na zuniji, v naravi mirovanje, ko se zdaj začne, se še nič ne zgodi. Ampak se pa pripravlja. Tako ko poje Adi Smolar, ni žito, ko vidim žito, vse primer stoji, če pa pogledaš malo bolje, pa vse vibrira, vse skali. In točno to, se pravi, plodovi, rezultati našega dela. Če ne smo zadovoljni, nismo prav zastavili stvari. Začnemo zastavljati na novo. Tanja, Feng Shui mi je res ogromno že pomagal v življenju. Tudi tvoj koledar, verjetno za nov let ga že zdaj pripravljaš, ne? Ja, Feng Shui rokovnik oziroma priročnik za 2020. Tako. Ja, je že v teku. Ena izmed stvari, za katere sem najbolj hvaležna, je to, da mi je bilo najbolj težko, ker nisem vedela kaj, kako. Res sem totalno striktno sledila temu, kaj kateri mesec postaviti, prestaviti v hiši, v smislu priklic neke nove energije, ali denarja, ali dobrih odnosov, ali poslovnega uspeha. Kaj lahko ta mesec dejansko naredimo? Oktober je zelo poslovno obarvan. Wow. Prej sem omenila, odnosi so malo šibkejši. Ne? In za odnose lahko imamo tudi zaščitnika. Recimo tisti, ki je rojen v letu zmaja, ali kar je še slabše, če ima v osebnem stebru, je petelinček njegov zaščitnik. Aha, lahko vidim. Izvoli. Tegale petelinčka, se veš, da se zmaj. Ja. Oktobra kar prav pride, da odpelje določen tip energije. Drugače pa tisti, ki imajo v osebnih elementih, mogoče še to kot zanimivost, ne, ki so osebni element yang voda, to pomeni prodorni, imajo oktobra veliko več možnosti za finance, za pridobivanje. Jaz pa vsekakor izhajam iz tega, da okolje nas podpira ali slabi. In v tem primeru poštimamo prostor, jugovzhod, vzhod, osrednje področje, severozahod. To so vsa področja, ki jih lahko aktiviramo oziroma energetiziramo in podpremo za finance, za blagostanje družine,
pa tudi za kariero, vse, kar se tiče posla. Se pravi, kaj ti narediš, kompas imaš? Greš v stanovanje, v hišo, postaviš in potem kako določiš te smeri? Ljudje me vedno sprašujejo, ne, tam piše sever je na vhodu. Ne, sever je vedno sever. In če ne razumemo, kje je sever, pogledamo, aha, tukaj je sever na kompasu in obrnemo, kamor se igla obrne, tam je sever. Ok, se pravi, za denar moramo katera področja? To vedno gledamo zunaj, ne v stanovanju, ker naši bloki, naše hiše so ograjene z betonom, z veliko železja, tudi zraven avta ne, ker imamo malce odmikov, zdaj prav natančno za stopinjo 2 ne bo nič narobe, če si nekdo neprofesionalc to zmeri, ampak sever je vedno na severu. In to postavimo na sredo in določimo tukaj. Severovzhod, severozahod in tako naprej. Odlično. Pogledamo še bolj konkretno, tale trenutek preverimo tudi aktualne dogodke. Naj vam povem, tale mesec prihaja v Slovenijo tudi dr. Osmanagić, ampak se boste sami slišali, imate fine priložnosti. 21. oktobra 2019. godine ponovo dolazim u Ljubljanu. U Sloveniji sam čest gost, međutim u Ljubljani nisam bio nekoliko godina. Mislim da je vrijeme da naši Slovenci u glavnom gradu Slovenije čuju novosti iz Bosanske doline piramide. 17.10. vas vabimo na brezplačni dogodek, namenjen predvsem bolnikom, onkološkim in drugim. Marija Ana Kolman bo govorila o naprednih pristopih združevanja medicine in fitoterapije. Ker je prvi vikend šamanizma in fitoterapije na Jezerskem razprodan, smo objavili dodaten termin od 25. do 27.10. Na Šenkovi domačiji na Jezerskem bo torej potekal vikend z Marijo Ano Kolman, šamanizem in fitomedicina. Res še posebej 17. vabljeni na brezplačni dogodek za tiste, ki se soočajo s težkimi diagnozami v svojem življenju. Tele napredni pristopi združevanja medicine in fitoterapije bodo res nekaj posebnega in res dobra priložnost. Pa še brezplačno, da bo znanje čim bolj dostopno vsem. Ja, energijska napoved za mesec oktober torej. Kateri planeti so tisti, ki so v ospredju, ki bojo povzročali kaj dobrega, pa tudi kaj slabega? Ja, to leto nasplošno, 2019, bi jaz rekla, da je leto odnosov. Pač vsi si želimo res enih srčnih povezovanj in nimajo vsi ljudje te sreče, eni imamo, eni nimajo. Zato je zdaj Venera je še vedno v tehnici, tu je v svojem znamenju, tlele ima tehnica največjo moč in tu je spet ljubezen, kakšna romanca lahko, želja po druženju. Sej lahko nekateri ljudje se tudi hkrati bojijo ljudi, tle je pol tisti problem, ker če se ti bojiš in hkrati krepeniš, sploh ne veš, kaj ti fali, po domače povedano. In zato je lahko tle malo stresno, ampak Venera je zmeri tista, ki nam prinese veselje in nas brcne v rit, da gremo v smeri hodnosem. Polk se bo pa Venera obrnila iz tehnice, bo šla v Škorpijona, polje bo pa več strasti še zraven. Lepo po vrsti gre, najprej ljubezen, polje strast. Kdaj nastopi ta Venera? 28.10. Ok, zapiš si v koledar. 28.10, cel mesec bomo čakali. Ne, do 28. je v tehnici, v svojem znamenju. Ko bo šla v Škorpijona, pa akcija. Pa akcija. Ja, treba je, mislim, jaz priznam, kdaj pri nama z mojim se morava kaj v koledar dati tudi take stvari za strast pa to, a ne? Ja, velike stvari, ne? To je zdaj... Ja, pa zmanjka časa, ne? Ja, no, ker če pa ne planiraš, pa sploh ni, ne? Malo moraš planirati. Ampak v tem mesecu si kar dej koledar, ker ti bo ful dobro prišlo. Večkrat. Ponedeljek, sreda, petek. Ja. Pa še kaj vmes. Ja, povej, Aleksandra, kaj je najbolj pomembno, kar morajo s tvoje strani izvedeti gledalci? Jaz čestitam vsem, ki praznujete rojstni dan ta mesec in vam bom tudi eno darilce podarila, če ste moji naročniki na e-revijo Vizionar, in sicer
V prvi triadi so rojeni ljudje, ki so po naravi humanisti in empati, a ne, in zelo radi pomagajo drugim. Tukaj se pazite, da ne boste preveč pomagali drugim, da vas ne bojo izkoriščali. In to so ljudje, ki niso nikoli brezposelni, se pravi, zmeraj morajo biti zaposleni. Če so na pozitivnem aspektu, je tako, se pravi, delovni, super, resni, lahko tudi po zdravi pameti. Na negativnem aspektu znajo biti gluhi za mnenje drugih, ali pa znate biti, če govorim vam, in lahko sledijo nekim dogmam. Zdaj v sredini meseca, v drugi triadi, pravzaprav 13. do 22. So ljudje, ki imajo tlele zelo poudarjenega Jupitra, a ne, Jupiter, božanstvo, Jupiter vpliva na njih. In tlele je plemenitost, čut za odgovornost, kreativnost in tako naprej, družabnost, radi ful širijo, ampak v negativnem aspektu pa lahko, če padejo na ta svoj nefunkcionalni del, rečem temu, padejo, da vidijo kozarc na pol prazen, namesto na pol poln, zmerom ono pesimističen pogled. In na koncu od 22. a ne celo do 1. novembra, ker pač meni se točno po teh naših koledarjih izide, je vpliv Lune na ljudi in rojene na ljudi, tle pridejo taki tudi samozavestni, pogumni, srčni, so pa lahko sposobni žive imaginacije, se pravi, ful si nekaj živo predstavljajo in to predstavo pol lahko tudi živijo, a ne, imajo sposobnost tudi manifestacije. In če so v negativnem aspektu, pa razsipajo z energijo, tako ko eni zapravljajo denar za brez veze, oni razsipajo z energijo, da so vsem drugim na voljo. In tako da jaz bi res čestitala vsem in imam še za njih eno darilce. Katera praznuje oktobra? Ne, moji pa doma, ja. Ne. Ja, pa jaz, ko sem imela Ampak bomo septembra. izkoristili to Venero za praznovanje, pa tudi 28. leto, desetega, ja. ne? Za strast. Jaz sem začela tudi zdajle prav načrtno, pa ne, da bi točno vedela, ker ste tudi v klepetu ob kavi prenovili studio, mislim, res vse pohvale in komplimente in ravno ta prav cajt, bi se reklo, ko se nekaj renovira. Smo v ciklu. Ma ful noter, prav padli noter, Ja. a ne, brez da bi vse. Prav čutiš, ker ti čutiš ta mesec, da zamenjaš garderobo, greš bolj na take barve, ki se ujemajo z naravo, s kostanji, z zunaj. Konc rumene. Ja, recimo, a ne. Ampak jaz imam pa vseeno roza, ki je Venera, vidiš? Ja. Si se uskladila. Absolutno. Super, odlično. Tukaj se srečamo prihodnji mesec, ko bomo govorili o novembru. Iz mojega stališča je november najbolj depresiven mesec. Začnemo ga že s tem dnevom mrtvih, pa narava turobna, pa tak naprej. Pliskama element kača, ne, je november zanj potovalni mesec. Mesec migracij, tako da lahko si že načrtujete. Se pravi, vi pa greste na potovanje. Ja, ni treba čakati. Ok, super. Hvala lepa, evo, za vse. Slišali ste, torej, Feng Shui napotek, prisluhnite glasu razuma, nastopil je čas za udejanjanje intelektualnih ciljev. Džotiš napotek, delajte na osebni rasti, umirajte družite se s pravimi prijatelji in karmični napotek, zaključite z vsem, kar vam ne služi in se pripravite na novo, ki vam prinaša obet, radost in uspeh. Za konec pa še eno krasno povabilo in sicer nas pozdravlja direktno iz piramid v Bosni dr. Osman Agić in vas tudi vabi na predavanje v Ljubljani. 21. oktobra 2019. godine ponovo dolazim u Ljubljanu. U Sloveniji sam čest gost, međutim u Ljubljani nisam bio nekoliko godina. Mislim da je vrijeme da naši Slovenci u glavnom gradu Slovenije čuju novosti iz Bosanske doline piramida. Ovaj projekt je projekt koji je arheološki, naučni, energetski, duhovni, ljekoviti. Prema tome, sve ove novosti sa pionirskim analizama i dokazima kako djeluje energija piramida, moći ćete da čujete na mom predavanju 21. oktobra ove godine. Radujem se dolasku, Slovenci su nam vrlo česti ovdje u Visokom, vrlo dragi gosti, razumiju što radimo i mislim da je vrijeme da damo još jedan poticaj da ih što više dopeljamo ovdje u Visoko. Zdaj je čas, kad rečeš, moja mami je najboljša kuharca. Ja, moja mami je najboljša kuharca.